Pohvali po vojni na nekaj časa je bil župnik živel med podružnic, potem je prišel pa spet dol, došel župer, ob vodi, se na hišo vzelo najem in je za začasno farno cerkev služila cerkev Svetega Roka na drugi strani. Ta dekan Gridovc, ki je izredno prihten človek, je med vojno se zelo zavzemal za ljudi, ki so jih Nemci pa Italijani misli poslati v taborišče in je dosti ljudi rešil, tudi partizanskih, tako da so mu domobranci to neprestano očitali, da drži s partizani. Te očitke so mu zdajali, dekan, ti si partizanski, ti nisi za nas. Partizani so pa to slotili, pa so mu celo obljubljali, rekli, po vojni boš dobil odlikovanje, ker to je kodiraš za partizanske ljudi in jih rešuješ. Dekan je napisal prav celo hudo med vojno, po vojni pa še veliko težje. Vodstvo smo začeli po vojni. Leta 1952 so prizorili Gridovčev proces, bilo po njemu. To se pravi 7 let po vojni, Gridovčev proces v Novem mestu. Na tem procesu so sodili 18 ljudem, 3 duhovnikom, njemu, kaplanu, Vinko Šedelju, ker je pa Iljuša Podlipnik, težko je sela šume. 3 duhovniki, pa 18 lajkov. Dekan je napisal prav vedel, da sem da vsega sem kriv jaz, ker po časopisu se je pisalo Gridovčev proces. No in na tem procesu je bil dekan obsojen na smrt z ustrelitvijo takoj. Drug so pa dobili predvsem manjše kazni, kaplan je dobil 4 leta, zapor je to odslužil, ta Podlipnik je župnik tudi nekaj tazga, je šel še preden, ker je bil zelo star. Gridovc pa smrt z ustrelitvijo takoj. In je napisal pravi prva noč, pa se pritožil pred svoj advokatom, ampak smrt z ustrelitvijo prav prva noč od zjutraj, zapor. Prav pride pasnik, pa so Gridovc gremo. Kam gremo? Smrt z ustrelitvijo takoj, na streliščini. Prav pa smo šli po tiste hodniki v zaporu, volem kesanje, zdaj le bo konč življenja, pa se bo sosedno stavbo bila, ker je odmejena ozna, pa so me dali ven god, pa z reflektori svetili, pa 3 zasliševali 2 ure. Konc, zdaj pa gre zdaj. Ali me bodo streljali, ali kaj bo, pa ga pasnik bila za ocenico. No, dopolni ključ za robota, one so pošli. Pol leta so počezli. Čez pol leta so mi povedali, poglejte, kako je naša socialistična družba dobra, ne boste ustreljeni, ste se pritožili tudi, ampak boste samo do smrt zaprti. Do smrt boste zaprti, ustreljeni pa ne boste, pa nekaj veste v kršaljuce, rekel, no vsaj nekaj ne boljši, kot več ne. No, če pa se na to spet pritožil, pa so mu čez 1 leto pa pol spet ga pasnik pelje pravnik v zapora, pa poglejte, kako smo tam vas dobri. Ne boste do smrt zaprti, ampak samo 20 let smo. Mnogo bi dočakati 100 let, da bi kazen odslužil. 100 let, ker že po 80 letih je to bilo. Po 3 letih ga pa svet pokličejo, pa pravi, prosti ste, kako greste. Ne pričakovali. Ampak v Žužemberg, po Vajdovc, pa južno od Ljubljane ne smete nikdar več tudi noviskne, ker ste pogojno spuščeni, če ne se boste znašli spet v zaporu. Veste, grozovito, kaj so delali z ljudmi starimi človekom pri 80 letih. No in potem v šel Ljubljano, šel, ker je pravi, nisem imel popolnoma nič drugega, ne, ker so na lekarji vse pobrali, kot tisto obleko, ki je na 3 leta v skladišču z mačkanjem nezdiva, kot tisto sem se obleko, ker je strašilo, kam naj grem. Enega dinarja ne, kam naj grem. Domov ne smem, v faru, ker se ne smem, ne je šel prav obupan, je šel škof v Volko, Ljubljano Volk je prav, pa tak značaj bil, pa potem prav, da se ne boj kola. Veš, da bo cerkev zate skrbela, ker miren bo in obrazno stanovanje, ker oni še vse imeli, je šel tja in Volk je hotel imenovati škol za kanonika, pa ne sprejel. No, pa je šel nekaj mesecev na Zaplano pri Ljubljani, je bil tam, ker je bil župnik v zaporu, tudi Zaplane, ne vem, kako sliša, ker je prišel iz zapora, je pa odšel v Šev pri Šenčurju in je dočakal zelo visoko starost, umrl leta 1962
Bil pa je potem imenovan za kanonika, je bil kanonik, bil potem tudi kar ponosen na to, dočakal visoko starost in so ga hoteli pokopati v Žužemberku, ker je tle zelo priljubljen, so ga hoteli priprijeti nazaj dol, vendar takoj je prišla oblast za idejo, z mislijo, zahtevo, nemogoče v Žužemberku pokopati ne pustimo, pa tudi zvoniti ne sme za njim. Za njim ne sme nekjer v Žužemberski fali zvoniti. No, tako je bil pokopan v Vrši. Ker je bilo tle kar oblast poslata in občina in šola in zdravstveno krevnost, kar nekaj vodilnega vse proti cerkvi nastrojeno, noben župnik ni hodil do Žužemberka. In je kar nekaj časa pa župnjali brez župnika in se so upravljali iz sosednjih župni. Največja župnija je bila imela duhovnika. Iz sosednjih župnija je bila upravljena, no potem so se stvari umirali, tako da je prišel duhovnik sem, seveda nobenega župnišča vse podarto in so gledali nazaj, so se menjavali na vsakih nekaj let, so se duhovniki menjavali, vsi so vlagali zahteve po obnovi cerkve, rušili, ni bilo mogoče. Vse do nove Slovenije, do leta 1990. Takrat so se pa stvari odpravile, zapihal je drugačen veter in leta 1992 je prišel župnik, nabrezot mislim, da ne morate poznati France Povjerk, sveta Helena Dolske doma, in on je začel z pripravami za obnovo cerkve. In tako je dobil vsa dovoljenja in v letu 1993-1994, na ta kamila zima, so cerkev dali pod streho. Ker se vse zgorelo arhivu, vsi dokumenti, tudi vsi stari načrti, niso več vedeli točno, ko so katere stvari bile, fotografij ni bilo vse uničeno, zato je vaš domačin, Klatarnik, France naredil načrt za obnovo cerkve. No, je bilo po svoje, recimo za Kospor niso učinili, potem za zvonike so imeli, pa Sanželja, da je malo v modernem stilu bolj naredil. On je naredil načrte za obnovo cerkve in obnova cerkve se začela in v enem letu je bila cerkev pod streho. Je bila cerkev pod streho, zidovje je nekje gor do tahle Simsov je stalo, te kapele so stalo, se pa veličina, velikost nespremenjena, tudi te nekje gor je bo vse novo naredno. Pa in nekatera celo se dozidavati, ker je veliko poškodovanja. Se pravi, površina velikost je ista, je pa vse obnovljeno. No, cerkev so tako obnovili v dobrem letu, potem so pa počasi oprema dopolnjevala. Jaz sem te prišel pred 9 letu teče, cerkev ni pa še ometana, pa še na grobo ometana, ker so misli freske, opreme ni bilo še nobene noter. Vendar takrat smo se tudi obrnili na spomeniško varstvo in so rekli, fresk ne pustimo, ker jih nikoli ni bilo. In potem smo šli v izdelavo opreme. Ta oltar je pred 6 leti naredil domačin. To je čisto sednovo, iz velikoga, iz velikoga lesa, rezmerno. Tukaj imamo domačina, res mali restauratorja, kar je boljši, najboljši v Sloveniji. On je svoj ekipo, te velike ekipo, zato 8-9 ljudi v delavnici, on dela obraze, pa da je najtežji obraz, pa se narodi. On dela tudi pa sami, kar je celotni imamo. Imel sem na fotografijo majhno in po tisti fotografiji je naredila ta. Prav tako je on naredil tudi vse okrog Marije, Marije Stara, prav tako je desni stranski oltarni gal in levi stranski oltarni gal in tudi okviri križovega pota. Križov pot smo prvo stvar naredili, sem je prišel križovega pota ni bilo, narisala sta ga dva Rusa, Mašuk se piše tam, ona sta naredila slike, ta rezba naš domačin pa okvire. Potem smo pred 5 leti bila nova naša, mi smo imeli kaj zdaj s cerkvijo, prej smo jih zapustili, pa smo dobro vso cerkev poodrali, vse še ne poodrali, 3 mesece je bila cerkev zaprta, spet smo se selili na podružnico, za nedelje vse naše cerkev zaprta, poodrana, da so na fino ometali,
in Cerkev pri veliki